V začetku novembra je zagorelo pri družini Mohar s Pestotnikove ulice na Mlaki pri Kranju. 7-članska družina je tako v nekaj minutah v razplamtelem požaru ostala brez strehe nad glavo in praktično brez vsega. Požar je začel se tam nekaj tale šupca, ki je ta stena stoji, bila taka hišca, imela ta hišco leseno, tam je začel goreti, malo pred polnočjo, potem je pa sin mene gor prišel zbuditi v sobo, malo čez polnočjo smo že klicali gasilce, ne dve čez polnoč, da gori pač ta del 3. novembra, na 4. se je to zgodilo, polnoči. Kaj ste v teh dneh naredili? Ja, zdaj v teh dneh, ta prvih je pač bila že streha pokrita, pač očistili smo prostore, tiste stvari, ki so se še dali rešiti, da smo jih spravili iz hiše, tiste bo treba še očistiti, se bo še s časoma potem videli, koliko je poškodovanega. Pa da sem dobila začasno bivališče, pač dela je res ogromno, zdaj na dveh frontah. To. Kdaj računate, da se bodo stvari malce bolj uredile, da boste lahko ponovno zaživeli tukaj? To je pa zelo težko napovedati. Jaz se pravim, upam, da bojo potekali preko zavarovalnice stvari, da bo tekoče laufala in tista najbolj pozitivna prognoza je, da bi bili že v 3 mesecih lahko mi v hiši, če bojo sredstva tako, da se bo pokrivali stroški. 4.11. smo bili 29 minut čez polnoč obveščeni o požaru lope na Pestotnikovi ulici na Mlaki pri Kranju. Ob prihodu na kraj smo opazili, da je lopa kompletna v ognju, da gori fasada in pa že streha objekta. Vsi prebivalci so bili na varnem. Tako smo pričeli z gašenjem gorečega objekta, požar na posrečju se je izredno hitro širil. Dokončno smo ga pogasili okrog 4. ure zjutraj. Na prizorišču je postala še gasilska straža, dopoldan smo tudi objekt prekrili s folijo. Na gašenju je sodelovalo 13 poklicnih in 37 prostovoljnih gasilcev. Vidite tudi, da so ljudje pripravljeni priskočiti na pomoč. Ja, seveda to pa vsekakor. Odziv je bil res velik. Jaz v bistvu takrat, ko smo bili naslednji dan, sem samo razmišljala, kako bo stopiti v hišo noter, ker bo vse pogledati in boš sploh nisi razmišljala o tem, ampak pomoč je pa takoj prišla ljudje. Pač prijatelji in sosedi so se takoj odzvali in se pravi akcija stekla polno, tako da mi smo tisto prvo silo imamo stvari, da smo oblečeni, da dobili smo tudi pač nadomestno bivališče, tako da ja, tle bi rekla, da jim res kapo dolno, ta humanitaren odziv ljudi bil ogromen. Res, jaz sem res iskreno hvaležna za vsako dobro misel, za vsako stvar, ki je bila podarjena, za to pripravljenost, da ljudje res pomagajo te stiski, da čutijo pač s tabo. Se pravi, dobro, da je bila ta poznana, da smo sam dol tekli. Bi mogoče koga posebej izpostavila? Tle vsekakor sosedo, ta prva hiša, ki je soseda, Neža, pa Fred je res ogromno naredila, potem soseda, ki nas je ta prvi večer sprejela noter, da smo pač počakali na sestrično, ki nas je ona potem vzela obitne, kjer smo bili 2 tedna, preden smo dobili to začasno bivališče. Tudi gasilce, vsekakor, ki je bila velika akcija. In potem vse ostale ljudi, ki jih strpomensko ne poznamo, tudi prijatelje in tudi Lions klub nam je že pomagal, smo že dobili ta sušilni stroj, kar nam vsekakor prav prišlo, zdaj čez zimo. Tako, ker smo dosti velika družina, nas je 6 članov, ja, ta žal več ni, ampak to bo. Kakorkoli je dogodek zelo traumatičen, zelo žalosten, tisto travmo mi tako še potem s časoma mogli sprejeti, jo zavesiti, preboleti, ampak ta odziv ljudi in da ljudje smo dobri in da treba to pač, da smo pripravljeni priskočiti na ljudem v stiski. To pa tudi sama sem že prej tako imela pogled na življenje, da kdorkoli rabo pomoč, da sem pomagala. Ne pozabimo na človeško solidarnost tudi v prihajajočih dneh. Ob tem pa tudi na ustrezno zaščito svojega premoženja. Vsem polagam res na srce in dušo, zavarujte svoje premoženje, ker se dom itak sam dahneš svojemu življenju in svojim odnosim, ampak to, ko izgubiš streho nad glavo, pa res občutek ga nikomur ne privoščim. To pač res, če se le da poskrbite v najboljši meri, ker je to vrednost tako in drugače. Ja, mi vam želimo, da vam vse dobro steče in da se vsaj ta žalostna zgodba nekako srečno konča. To se tudi mi želimo. Zremo z upanjem naprej. Hvala lepa vam res še enkrat za vso pomoč.